Energetska kriza, dražja hrana, višji življenjski stroški ljudi na socialnem robu potiskajo še globje v stisko. Na območju, ki ga pokriva Rdeči križ Maribor, pomoč v različnih oblikah prejema približno 30.000 ljudi oziroma vsak 6. prebivalec. Toda prehranski paketi niso dovolj, da bi ljudem pomagali iz začaranega kroga, opozarjajo v Rdečem križu. Jana Ujčič. Draginjo čutijo ljudje s povprečnimi plačami, kaj šele tisti z nižjimi dohodki. Potreba po prehranskih paketih Rdečega križa je tudi v Mariboru velika, socialna stiska se ne zmanjšuje, pač pa spreminja. Materialna pomoč v obliki hrane ne zadošča, opozarjajo. Manjka pa ravno tega podpornih storitev, svetovanja, iskanja rešitev za nastale situacije ali pa za stiske, kajti z paketom materialne pomoči mi zgolj nekaj blažimo, ne iščemo pa vzrokov, kamoli, da bi jih nagovarjali. Zato želijo ljudi opolnomočiti, zanje iskati konkretne rešitve, hkrati že uvajajo sistem vrednostnih kartic za samostojnejši nakup živil. Kajti vsak človek je oseba z svojim dostojanstvom in mi verjamemo v to, da je vsakemu lahko zaupamo, da bo sredstva, ki jih je pridobil, uporabo za tisto, za kar on sam smatra, da je to najbolj potrebno. Mi bomo pa seveda stali ob strani, svetovali in mu pomagali, da bo pač to pot, ki jo vsak od ljudi, ki so pod socialnim robom dnevno prehaja, hodi, da mu mogoče malo olajšamo. 160 let letos obeležuje Rdeči križ Slovenije, ki ima več pomembnih poslanstev, ki niso samoumevna, med drugim tudi sistem krvodajalstva, letovanj ter prve pomoči v izrednih razmerah. Pogled naprej bi velel odločevalce spomniti, da ko pride kriza brez organizacij takšnih, kot smo mi, delovanje ne bo mogoče. Želeli bi si seveda, da bi imeli ustrezne sogovornike na ministrstvih, ki bi razumeli pomen organizacije, da bi vlada kot taka razpravljala o pomenu Rdečega križa, zakaj je v tej državi, zakaj je že 160 let tukaj, mi se nismo tukaj samo enkrat pojavili in neke programe izvajamo, ampak smo tukaj zato, ker je tukaj potreba. Potrebo nagovarjamo z široko mrežo prostovoljcev, seveda pa nobeno prostovoljsko delo ni možno brez resursov v kadrih in v finančnih virih, da lahko prostovoljsko delo poteka. In pri tem si želijo več pomoči v obliki donacij tudi od gospodarstva.